Tukaj bi povedala najprej nekaj besed o družini. Ker družina je božji dizajn, božji načrt za človeštvo. To je tista osnovna, tista temeljna celica družbe. In veste, ravno zato je tako napadana, zato je Satan tako napada. On ruši vse, kar Bog dela. In cerkev Jezusa Kristusa, to je božja stvaritev. To je Jezus, to ni ljudska, živa cerkev, mislim zdaj. To je Jezus osnoval, če lahko rečem. To je njegovo delo. In tako družina. In zasnovana je bila zvezo med moškim in žensko. Adam in Eva. Mi pravimo zakon, ne? Okay. In Bog ju je blagoslovil, prva človeka. In ima dal tudi nalogo, naj sta rodovitna in napolnita zemljo. Tako imajo starši primarno odgovornost in od Boga dano avtoriteto, da vzgajajo otroke. To je zelo pomembno, da si zapomnite, starši. Ne zato, ker jaz pravim, zato, ker vam je Bog dal avtoriteto, da jih vzgajate. In tudi dolžnost, nalogo. Eno nosi, eno vleče drugo seboj. Starši so torej odgovorni za otrokovo splošno izobrazbo in ravno tako tudi za njegovo duhovno, teološko izobrazbo. In mi smo že zadnjič, danes bom še enkrat prebrala en del iz te vrstice 5. Mojzesova 6, kjer je Gospod tako rekel: te besede, ki ti jih danes zapovedujem, to je bilo rečeno Mojzesu in izraelskemu ljudstvu, naj bodo v tvojem srcu, ponavljaj jih svojim sinovom in govori o njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš. Priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo za čelni nakit med očmi. Napiši jih na hišne podboje in na mestna vrata. Skratka, ves dan, ni samo posebno pol ure ali pa malo zvečer pred spanjem, gre se za življenje z Bogom, za vzgojo v tem vzdušju verovanja Boga. Sveto pismo nas uči tudi o tem, da je družina v centru Božjega načrta. Vemo pa, kot sem že prej omenila, da je človek na tistem testu zaupanja, vere v Boga pokleknil in izročil oblast nad njemu zaupanemu teritoriju, na to zemljo, ker Bog mu je rekel, gospoduj na to zemljo, nad ribami, nad vsemi živalmi, nad pticami, vse mu je predal. Ampak ko je človek padel in poslušal tistega, ki ga je pravzaprav prevaral, Božja beseda pravi, ta pride samo, da krade, kolje in ubije. Torej Satan tudi danes, pa naj si bo oblečeno v najlepše fraze, ne ponuja nič dobrega. Skrit namen je vedno uničiti. In naj nam Gospod pomaga, da imamo tukaj razsodno, po Svetem Duhu razsodno spoznanje, da ne padamo na njegove trike. In tako je tukaj človeka zapeljal, človek je duhovno umrl. Greh je zavladal in skazil Božjo originalno sliko. In od takrat naprej velja, kar Pavel pravi, telesni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zato rabimo na to novo rojenje, to novo življenje iz Boga, potem spet razumemo Božje cilje, Božje misli, Božji namen. In v Svetem pismu najdemo kar nekaj, veliko primerov družin. Jaz bom omenila sem nekaj, recimo Adam in Eva sta že prva. Ko je Bog rekel, bodita rodovitna, množita se, napolnita zemljo, podvrzita si jo in gospodujta ribami in tako naprej. In kmalu, že v 2. Mojzesovi beremo ena izmed 10 Božjih zapovedi, to je bila 5., kjer Bog govori direktno o odnosu staršev in otrok.
A veste, kaj ta zapoved pravi? Vemo na pamet. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog. To je edina zapoved z obljubo. Spoštuj očeta in mater. Vemo pa, da Pavel piše Timoteju, da bo v zadnjih, poslednjih dneh to spoštovanje, ta avtoriteta, da bo to zelo uničeno, skrhano. Jezus je učil o zakonski zvezi. In tudi vemo, on je bil, njegov prvi čudež je storil na eni poroki, v Kani Galilejski. In gledajte, kaj Jezus pravi. Ko so ga farizeji hoteli zvijačno malo tam izzivati, pa so rekli, ja Jezus, kaj ti praviš? Mojzes nam je dovolil, da damo ženi odpustni list, pa jo pustimo. Če nam ni všeč, jo z odpustnim listom pustimo, pa si vzamemo drugo. In Jezus pravi takole. Ja, vprašali so, kaj ti praviš, ne? To je bilo zanimivo. Jezus pravi, zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja ni bilo tako. Bog ju je ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kaj je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. To je Božja zapoved. In tudi tu je Satan posegel vmes, kot smo že rekli. Pa naj nam Gospod pomaga. Vidimo tudi, da je Jezus skrbel za svojo družino. Prav gotovo je on bil tak kot najstarejši sin, ki je prvih 30 let življenja skrbel za Marijo in za njegove mlajše brate, sestre. Ker do začetka njegove službe ne beremo o njem, on pa ni bil neaktiven. In vemo tudi to, pravzaprav domnevamo, ker se Jožef zadnjič pojavlja tam, ko so bili 12-letnim Jezusom v Jeruzalemu, da je Jožef mogoče precej hitro umrl. In tako je Jezus bil odgovoren. In vidimo tukaj še na križu v agoniji smrti, Jezus misli na svojo mamo. In on tako pravi, ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi, žena, glej, tvoj sin. To je bil Janez. Potem je rekel učencu, glej, tvoja mati. In v tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Jezus ni pustil mater brez skrbi. Mi vidimo v Pavlovem učenju, kako je govoril, tudi apostoli o zakonu, o družini, tudi Petar. Jaz bom tukaj prebrala iz Pavlovega pisma Efežanom, kjer pravi, isto vrstico, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. In v Svetem pismu velja to pravilo, kar je 3-krat povedano, ta ista vrstica je zapisana v 1. Mojzesovi, ko je Bog izgovoril. To vrstico je izgovoril Jezus in to vrstico so izgovorili apostoli. Na teh 3 temeljih, stebrih počiva ta velika resnica. Toliko pomeni Bogu družina, zveza moža in žene. In Pavel potem v 6. poglavju pravi, otroci, zdaj se obrača otrokom, ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti tako je prav. Spoštuj očeta in mater, to je prva zapoved z obljubo, da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji. In potem nadaljuje in pravi, in vi, očetje, ne jezite svojih otrok. Ali bi lahko rekli, ne dražite jih, ne provocirajte jih, ne izzivajte jih. Temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji in opominjanju. Očetje, zanimivo, ne pravi matere. Mi smo veliko položili na matere. In res je, matere so bolj s srcem mogoče zraven, ampak tudi očetje imajo srce. Mogoče malo tika drugače, ampak ravno to sem brala, kako so fantom, tudi dekletom, vsem,
pomembni očetje, ker dajo eno gotovost in imate toplino. Ampak tukaj Pavel govori, in vi očetje. Oče naj bi bil duhovnik v svoji družini. Naj bi skrbel za to duhovno vzgojo, za duhovno atmosfero, za duhovno življenje. Naj nam Gospod pomaga, da bomo imeli vse več in več takšnih družin, kjer bodo očetje začeli zavzemati ta področja. Vidim tukaj mlade pare, naj vam Gospod pomaga. Božja beseda je vrednota in se ravnajte po njej. Ok, malo opogumljanja. V redu? Gremo naprej. Vidimo veliko družin v Bibliji, tudi velikih, recimo Abraham in Sara. Ko sta po dolgem času dobila Izaka, Izakov njegov sluga išče, ne njegov sluga, Abrahamov sluga išče ženo Rebeko. Potem Izak in Rebeka imata Jakoba, seveda tudi Ezava, ampak Jakob, ki je moral trdo delati, da bi si lahko osnoval družino. In on je pozneje tudi bil imenovan Izrael. In zdaj gremo k naslednji, ker vidim, ja, čas gre hitro. Vzgoja veri, mogoče bi boljše bilo povedalo vzgoja na temelju Svetega pisma, ampak to sem tu mislila. Kako vzgajati otroke v veri v Boga, v tem, kar nas uči Sveto pismo. Bodoči starši, tisti, ki si želite otrok, čutite odgovornost. Morate si postaviti vprašanje. Mogoče ne smem reči morate, ker to mladi ne radi slišijo. Naj bi si postavili vprašanje, kako, na kakšnem temelju želite vzgajati otroke. To je zelo pomembno, da se tukaj, že, če je le mogoče, ve. To je naš temelj. Jaz mislim, za nas, ki smo Božji otroci, bomo rekli, želim vzgajati po Božji volji, po Božji besedi, da bodo lahko verovali. In potem, ko zakonci postanejo starši, se pojavi ta odgovornost vzgoje naslednje generacije. In spet je to vprašanje o Bogu v ospredju, primarno. Seveda jih učimo, kot smo prej slišali, veliko stvari, splošna vzgoja je pomembna, kako se tudi lepo obnašajo. Ampak to, kar se tiče večnosti, večnih vrednot, nam je nekako v ospredju. In tukaj imamo mi pomoč od Gospoda, pomoč od Svetega Duha, da nas usposobi za to nalogo. Ker velikokrat ni dovolj, pa naj si imamo še tako dobro izobrazbo in uspeh tudi v poklicu. In mogoče smo sicer razgledani, ampak v teh stvareh, hvala Bogu, da nam je tu On na pomoč. Ker Sveti Duh je ta, ki lahko te resnice posreduje v srce, v otroško srce. In hkrati se moramo zavedati, torej naša dolžnost je ali odgovornost prenesti te vrednote in hkrati se zavedati meja, ki ležijo v respektiranju svobode samoodločanja človeka. Krščanska vera bazira na spoštovanju osebnosti. Veste, da je tudi Jezus nikoga, kot sem prej rekla, ni silil. Vsaka oseba ima svobodo odločitve in seveda s tem tudi povezano odgovornost. Kako se odloči, tako bo živela. Kako se odloči za večnost, takšno bi imela večnost. Ker mi nikogar ne moremo prisiliti k verovanju. Kar pa je naša dolžnost, kar je dolžnost staršev, vzgajati, se pravi poučiti, spodbuditi in še največ se pri otrocih doseže z vzgledom. Lahko govorite ves dan, če živite drugače, otroci opazijo. In to ne pomeni veliko. Vzor, vzgled. In starši, naj vas sprosti tudi to dejstvo, ne morejo svojih otrok spreobrniti. Tudi to je v svobodni volji odločitve otroka, v delovanju s Svetim Duhom.
Spreobrnenje, ko slišijo besedo, ko so slišali sporočilo evangelija. To jim moramo povedati, zato smo tu. Ampak Sveti Duh vedno deluje hkrati z Božjo besedo. Beseda in Duh. To je moč, to je akcija. Ko je Bog že v prvi Mojzesovi, v prvi vrstici rekel, bodi luč. Tam je Duh že taval nad vodami. Prišla je beseda, potem se je zgodilo. In tako tukaj, ko govorimo o otroku, ko izgajamo, vedno molite in se zavedajte, vi imate dolžnost, nalogo, odgovornost, da jih poveste, da jih poučite. Ampak Sveti Duh, njega pa prosite, da deluje. In tukaj grem k naslednji točki, kako pomembna je Božja beseda. To je naša orientacija. Kako bi mi danes živeli? Jaz se včasih vprašam, v teh dneh, ta milenijska generacija, ta elektronska generacija, če lahko povem, kako se še temu vse pravi, to socialno elektronsko druženje, ko smo postali neosebni, pa vse gre sam, klikneš, pa odleti sporočilo. Pa ti je za 2 minuti mogoče žal, kaj si poslal, ampak je že odletelo. V tem času, ravno v tem času, to je temelj. A niste hvaležni za to besedo, ki je tako trden temelj, da se tukaj nič ne spreminja. Tudi za 50 let, če bomo še tu, ta beseda bo veljala. Tudi pred 100-200 leti ta beseda je veljala. Mogoče se nekatere okoliščine spreminjajo, metode, ampak beseda kot taka, to je živa Božja beseda. In zato starši, kar bi vam polagala v srce, vi morate gledati, ali kako naj rečem, paziti, da sami poznate Božjo besedo, da se učite v njej, da ona živi v vas, da otroci čutijo, ta beseda je zares tudi v vas življenje. To ni samo prazna teorija, to niso samo neke fraze, ki jih nametate. Otroci naj vidijo v vašem govoru, življenju, dejanjih, da res računate in živite z Bogom. Oni bodo to opazili doma, pri vas, recimo v življenju, vsakodnevnem življenju. A zares starši molijo, da Bog skrbi za nas, a se zahvalijo Bogu? Mi živimo, družina živi od jutra do večera. Ko vstanejo, dokler grejo spat, pa še po noči je družina, tu je atmosfera. In to je zelo pomembno. V kakšni atmosferi bodo odraščali. Naj nam Gospod tukaj pomaga. Ker otroci veliko tega sprejemajo s čutili. Čutili? Ja. Tukaj imam naslednjo točko, doslednost staršev. Sem tudi mislila, mogoče discipliniranost, ampak to zveni malo neprijetno. Na kar mislim je to. Veste, če bomo, recimo ravno si hotela prebrati otroku eno biblijsko zgodbo, nekdo potrka na vrata. In zdaj je konec. Smo otroku obljubili ali kaj. In lahko se velikokrat zgodi kaj takega, ko ravno načrtujemo, pa nekaj pride vmes. Zelo dobro je, da kot v takih stvarih, v takih rečeh pazimo, da najdemo mogoče en čas v dnevu, da vidimo, kdaj najbolje odgovarja, ko bomo zares lahko to izpolnili. Ker če nam vedno nekaj pride vmes, nas otroci več ne vzamejo resno. Z druge strani, če rezerviramo Božje službe in govor o Bogu samo za nedeljo, pa pravimo, zdaj pa gremo v cerkev. Cel teden pa delamo vse drugo, kar je mogoče, in otroci ne slišijo besede o Bogu. Jaz sem enkrat tako slišala za enega fanta. Cel teden ni bilo besede o Bogu. Veste, to je zelo, zelo skromno. To je zelo malo. In kot sem prej omenila, naučimo se in naj bi živeli, tako kot v 5. Mojzesovi, že Bog pravi, naj živimo s tem, s to vestjo Božje besede. Ni treba vedno to citirati, ampak v tem duhu, s temi vrednotami.
Če želimo biti otrokom kaži pot v smiselno življenje, potem bo to zelo pomembno. To naše praktično življenje. In tukaj lahko povem tudi malo o teh obdobjih, čeprav vi, ki ste imeli svoje otroke, starši verjetno še bolj poznate. Kot baby otrok je še relativno lahko skrbeti, a ne? Eden mlad oče je rekel nedavno, joj, komaj čakam, da bo večji, ker tok ne bo jokal toliko, ne, pa to. Zdaj, ko je večji, pa pravi, pa takrat je bilo super. Smo ga posadili v ta stolček, pa je tu sedel. Zdaj pa moraš vsako minuto za njim. Kakorkoli, majhni otroci rabijo predvsem ljubezen, nežnost, pravilno prehrano in suhe plenice. Potem pride čas za slikovnice, predšolsko razdobje. In dobro je, če jim že takrat začnemo govoriti, mogoče z neko ilustrirano knjigo krščansko, ali pa tudi so lepe Biblije, da jim zgodbe pripovedujemo, že v teh predšolskih letih. Jaz se spomnim, meni so bili najbolj všeč v tistem času zgodbe junakov. To me je inspiriralo. O Danielu bi poslušala vsak teden, kako je bil celo vržen v levjo jamo in ga je Bog osvobodil. Pa Samson, ki je bil tako močan, pa berite, kaj je ta vse naredil. Pa David, tako čudovit pastir, ki je igral tisto njegovo harfo in ubil sam tak medveda in leva, ne, sta prišla. In tako veliko je takih osebnosti in to v otrocih zbuja, kako naj rečem, navdušenje, hkrati budi tudi vero in zaupanje, vidijo, Bog je velik, dela velike reči. In ena ljubezen raste do Gospoda. In se razvija to zaupanje, da ko bodo večji, ko se začne šolsko obdobje, potem lahko začnemo že z bolj namenskim učenjem, bolj ciljno, s ciljem poučevati ali vzgajati. In tu bodo otroci začeli postavljati tudi prva kritična vprašanja. Že predšolski radi vprašajo, ampak to so ponavadi radovedna vprašanja. Zdaj pa lahko pride kritično razmišljanje. In takrat je pomembno, da jim starši, a lahko rečem, da ne izmikamo tem odgovorom, ker se lahko zgodi, da te nekaj vpraša, kar ne veš. Otroci znajo vprašati vprašanja, da se vam posebno že, ko so malo, mogoče višji razred v osnovni šoli. Kako naj rečem, ne pustite ga razočaranega. Raje priznajte, joj, tega ti zdaj ne vem povedati, bom pa pogledala, bom poiskala. Ker veste, če ne bodo dobili odgovor pri vas, bodo iskali nekje drugje. In mogoče dobijo napačen odgovor. To je samo par malih nasvetov, ker je življenje veliko, veliko bogatejše. Ampak pomembno je, da jim poskusimo odgovoriti na to, kar jih zanima. In to sem že prej povedala, mogoče zdaj samo drugače formulirala, kristjanov mi ne moremo producirati. Ko otrokom povemo, ko jih vzgajamo v tem, je naša molitev. In mislim, da je to najlepše, da hkrati zraste tudi v njih ta želja služiti Gospodu, hoditi za Gospodom, biti z njim. Jaz se tako spomnim v svojem življenju. Mi smo imeli po večerji, dobro, to je bile smo takrat tako 4 približno istih let v šolo hodile, po večerji čisto spontano, ker to je bil obrok, ko smo se vsi našli v istem času. Kosilo ni bilo nujno, da smo vedno vsi šole isti čas, čeprav se je velikokrat tudi zgodilo, da smo bili skupaj. Ampak zvečer smo si potem vzeli čas, se je čisto spontano začelo mogoče petje ali pa pripovedovati, kaj smo doživeli. Jaz sem v tistem času zelo rada imela vice, tudi to smo se smejali. Ne branite otrokom vsega, če je kaj takega, dokler je to omejak, ne. Pa smo se nasmejali. In potem smo lahko spraševali biblijska vprašanja, čisto sproščeno, to, kar nas je zanimalo. Pa nam je to oče razlagal, smo se menili in potem na molitev, od najmlajšega do najstarejšega, vsi skozi.
Ponavadi je najmlajša vedno spala, ko je oče končal, nič hudega, bila je blagoslovljena v tisti atmosferi. Ampak res tako je raslo to zaupanje v Boga, da to ni bilo nekaj, joj moram, a moram. Ne, ni bilo mus. Bilo je, jaz lahko danes povem, bilo je lepo, Jezus je bil tukaj. In mi bomo pozneje videli, kako lahko z nekaj, mogoče par malih nasvetov, ker sem tudi brala pri drugih družinah, kako lahko pritegnemo na ta način. Ker velikokrat se zgodi, da otroci vernih staršev, tudi tam, ki so dobili zelo dobro vzgojo, ki so bili zelo dobro poučeni, pa v mladih letih odidejo od Gospoda. To so leta, kot smo prej povedali, mi moramo dovoliti, da se sami odločijo. Lahko jih spodbujamo, lahko jih usmerjamo, ampak mogoče včasih ne bomo mogli narediti veliko več. Moliti za njih, to pa lahko vedno delamo. Kako otrokom posredovati vero? Že to smo tudi vmes omenili, mogoče ponavljam. To otrokom lahko damo samo to, kar sami imamo. Če nismo sami prepričani, če nimamo sami življenja iz Boga, potem bodo vse drugo ostale teoretske fraze. In te ne bodo imele velikega učinka. Zato staršem naj Gospod pomaga, da so zares vzgojili sami to zaupanje z Bogom, da vedo, Bog odgovarja na molitve. Mi se lahko na Boga zanesemo, mi ga lahko prosimo tudi v največjih težavah in to prenesejo na otroke, da lahko zaupajo Bogu, da jim bo pomagal tudi v šolskih problemih, pri problemih s prijatelji, karkoli je, tudi v bolezni, Bog rad pomaga. Bog je zaupanja vreden. To naj bi otroci doživeli v našem življenju, da tako ravnamo. To je naša vsakodnevna praksa. Potem zelo pomembno, kakšno sliko Boga posredujemo otrokom. Posebno danes, ko veliko otrok odrašča z enim od staršev. In če je oče odšel ali zapustil družino, lahko to v otrocih zapušča zelo slabe občutke. Oče nas je zapustil in projicirajo na Boga. In tu je tako pomembno, da otrokom podamo pravilno sliko Boga. Ker lahko ga, jaz sem tudi slišala, da včasih starši strašijo otroke z Bogom. Ja, če ne boš v Boga, te bo pa Bog zrihtal. Bog ni tisti, ki samo gleda, ki naredijo napako, da bi jih kaznoval. Predstavimo jim Boga, poskušajmo jim podati sliko. On je kot ljubeč, ljubezniv oče, ki jim želi samo najboljše. Tudi če včasih ne bodo dobili odgovor na prošnjo, kakor so si želeli, poskušajmo jim povedati, to je zato, ker Bog veliko več ve kot ti, recimo. On je moder, on vidi bodočnost. Potem te nekaj želite pred nečim obvarovati, kar ti ne bi bilo dobro. Vedno jim poskušam, ker to je res. Bog ima najboljše cilje za nas. Jaz vam povem, če bi mi odrasli, ki smo zdaj tukaj, vedno sledili samo to, kar Bog pravi, pa mi bi bili na ulici haleluja. Ampak še vedno smo padli ljudje, še vedno delamo napake, hvala Bogu, on nas spet potegne in gre z nami naprej in nam daje nove uspehe in tako se učimo. Vse je to del življenja, ampak naj tudi otroci vidijo. Bog je dober Bog. On ima dober načrt, dober namen za moje življenje. Potem, istočasno, on je pa tudi stvarnik vsega in tudi mojega življenja, kar pomeni, da ga moram spoštovati. Bog je ljubezen, je pa tudi avtoriteta. Dobro je, da tudi otrokom pomagamo razumeti, da vera ne pomeni izključiti razum.
Vera ni samo slepo verjeti neki besedi. Vera je pravzaprav eno trdno zaupanje v Božjo besedo. Ko vem, Bog stoji iza svoje besede, on jo ne bo prelomil, njegova beseda je res in tako drži. In to zaupanje je stvar srca, zaupanje pa gre skozi razum. In če gledamo Božje stvarstvo, vidimo, da je Bog v svojem stvarstvu vložil veliko in modrosti, to je perfekten načrt, to je veliko logike, veliko je znanstvenikov, dobrih znanstvenikov, ki so skozi raziskovanja in znanost spoznali, še globje spoznali Boga. Ker spoznanje Boga ni proti znanosti, ni proti razumu. Če pravilno razumemo Boga, on samo še bolj izostri, nam še bolj pomaga, še v tem razumevanju, našem intelektu. In zdaj še nekaj nasvetov v družini, kako se približati Bogu. Vi si lahko napravite svoje. Jaz sem tukaj našla enih par, ki sem jih mogoče tudi sama res tako doživela, ampak jih preberem. Vzgajati družino je ena najtežjih, vendar tudi najbolj dragocenih nalog. Še enkrat ponovim za vse mlade in starejše starše. Vzgajati družino je ena najtežjih, vendar tudi najbolj dragocenih nalog. Veste, da je Churchill rekel, ne, lažje voditi državo, kot pa vzgajati 4 otroke. On jih je imel baje 4. Prvo, berite skupaj Božjo besedo. Jaz se to govorim kot, kako se pravi, imperativ, kot zapoved. Ne? Ampak ni nujno, da tako strogo vzamete. Berite skupaj Božjo besedo. To je neverjetno, kakšen učinek ima to v družini. Pa če nimate časa več, 1 vrstico na dan ali pa zjutraj in se pomolite. Zato, ker ko beremo Božjo besedo, mi vabimo Svetega Duha v našo sredino in on je tu. In to nas povezuje kot člane družine. In otroci se na ta način učijo, kako sprejeti Božjo besedo v vsakodnevnem življenju. Njeno tudi vodstvo Božje besede za svoj vsak dan. Zato jaz vem, da je danes življenje modernizirano. Delovni časi so mogoče zelo, zelo prepredeni, v šoli aktivnosti različne. Če se le da najti en trenutek v dnevu, ko lahko nekaj preberete skupaj kot družina. Mogoče ste 3, 1 otrok, mogoče vas je več, če je več otrok. To je zelo, zelo dobro. Zdaj posebno govorim, ko so otroci mali, ne? Čeprav tudi, ko odraščajo. Izkazujte ljubezen drug drugemu. Jezus je rekel, to je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kot sem vas jaz ljubil. Večkrat povejte članom svoje družine, kako jih imate radi. Ker izrazi ljubezni vedno prinašajo veselje in srečo. 3, molite skupaj kot družina. Tako kot branje Božje besede, molitev. Jaz bi skoraj rekla, to povežemo. Tudi to je tako pomembno, ker Bog blagoslavlja družine, ki skupaj molijo. In njihov dom izpolnjuje mir, Božja atmosfera, Božja prisotnost. Če so otroci majhni, mogoče malo večji, družinska molitev povezuje. Imejte skupne obroke. A je to možno ali je nemogoče? Vsaj 1 obrok na dan. Veste zakaj? Tudi to nas združuje, ko se zberemo okrog mize. Lahko vsak pove, kar je doživel. Otroke lahko učite lepega obnašanja tudi pri mizi, ker so tudi tu pravila, kako se naj obnaša, kako naj bo. In, kaj sem še tukaj imela? To vpliva na prijetno atmosfero v domu. Res, to je dobro. In potem zahvalimo za hrano. Otroci se učijo, da smo hvaležni za vsak komad kruha, za vse, kar nam Bog daje. Naslednje, učite jih dobre vrednote, o tem smo že veliko slišali. Hodite skupaj v cerkev, z manjšimi vsekakor, ker verjetno ne bodo šli sami. Ampak to je tako pomembno, ker če boste vsi skupaj šli v cerkev, bo to ukrepilo ali utrdilo v njih družinske vrednote.
in vsakega člana vaše družine pripeljalo bližje k Bogu. To je zelo lepo, ko družina skupaj odide. In negujte dobro tradicijo. To si pa lahko kreativno, vsak ustvari, veste, kaj je v vaši družini. Mogoče tisto, kar ste pri vas doma delali, pa vam je ostalo všeč, ali si najdete nekaj novega, neke projekte, mogoče rojstni dan, ali pa greste na en koncert božični, ali to je veliko, ali pa brat igra nogometno tekmo, pa greste enkrat pogledat, ampak ne ravno v nedeljo, ko je bogoslužje, končam tukaj s tem. Vi prav gotovo imate še več idej. In ker sem že na robu s časom, rada bi zaključila še z eno zgodbo. Lahko to preberem? Ok. Pustil sem ti prižgano luč. Ameriški umetnik Thomas Kinkade je znan po svojih idiličnih slikah, ker vedno riše hišice, kolibe, vile ali svetilnike z osvetljenimi okni, s prižganimi lučmi, ki svojim toplim sijajem svetijo v temo. V Ameriki so ga celo poimenovali slikarjem luči. In enkrat so ga vprašali, kako to, da na njegovih slikah nikoli ni videti hiše, katere okna ne bi bila osvetljena. In on je odgovoril takole. Najprej nisem vedel, kaj naj bi odgovoril, ker kako naj umetnik objasni svoje delo. Potem sem pa veliko premišljeval in zdaj poznam odgovor. Slikam osvetljena okna, ker mi ona pomenijo dom. Pomenijo mi dobrodošlico. Govorijo mi, da me nekdo čaka, da me nekdo težko pričakuje in je pustil prižgane luči. Odraščal sem samo z enim od staršev, z mamo. In ona je bila velikokrat odsotna. Jaz pa sem se vračal iz šole v temno, prazno in hladno hišo. Zato se svetlobi osvetljenih oken ne morem upreti. Osvetljeno okno pritegne oči kot prijetno zavito darilo, kot obljubljeno presenečenje, ki te znotraj pričakuje. A lahko greš mimo hiše osvetljenih oken, ne da bi se vprašal vsaj za trenutek, kdo živi tukaj, kdo so ti ljudje? Jaz ne morem. Pravzaprav, ko rišem hiše, ne glede na to, ali so majhne kolibe ali razkošne viktorijanske vile, vedno si predstavljam ljudi, ki živijo izza teh oken. Zbrani okrog mize, povezani v skupnosti. Zunaj je temno, a znotraj vlada toplina ljubezni. Zato rišem hiše z osvetljenimi okni. Mogoče se lahko poistovetite z občutki tega risarja. Mogoče tudi vam svetloba v oknih predstavlja dobrodošlico. Veste, da je nekdo buden, da je nekdo doma, da nekdo pripravlja večerjo in vas čaka. In tukaj bi povedala nekaj, vrinila eno misel. Kot sem prej rekla, lahko se zgodi, da otroci, ko bodo večji, odidejo od Gospoda, tavajo stran, mogoče celo zapustijo družino kot tako dom. Ampak to bi želela povedati materam, tudi očetom. Potem, to se zdaj glasi predvsem za mamice, potem, ko ste vložile vse svojo energijo, čas in moči, da bi otroke vzgojile v plemenite verne ljudi, mogoče zaidejo, zablodijo, nikoli ne nehajte moliti za njih. Ne nehajte jih ljubiti. Čakajte jih z osvetljenimi okni. Govorim ilustrativno. Pustite luč v oknih, da bodo vedeli, da so vedno dobrodošli doma. Če bi se kdaj radi vrnili, da bodo vedeli, da se vedno lahko vrnejo domov. In zdaj še ena misel, za nekoga mogoče pa ste tu, živite sami. Vedno vas pričakajo temna okna, dokler sami ne vstopite in si sami ne prižgete luči. Potem je naslednja slika ravno za vas. Danes, 7. maja, ko dnevi postajajo daljši in toplejši, vam Bog sporoča, pustil sem ti
prižgano luč. Jaz nikoli ne spim. Jaz vedno bedim nad tabo in te vedno čakam. Jaz sem tvoj dom. Naj bo to Božje sporočilo vsem nam. Staršem za svoje otroke. Enkrat sem slišala enega fanta, ki je ravno to pričeval. Zabredel je globoko v greh. Vse je, kot izgubljeni sin v Bibliji skoraj. Vse je propadlo. Vračal se je domov v strahu, a me bo mama sprejela. Ko je odhajal, mu je rekla, sin, jaz te čakam. In ko se je bližal po travniku, je videl, luč je v oknu. In to mu je govorilo, čaka me, grem. In mama ga je sprejela. Mame imajo veliko srce. Mnogi tega ne bi mogli storiti, bi rekli, če si odšel, če si vse zapravil, bodi, kjer si. Mame ne delajo tako, hvala Bogu, tudi očetje ne, jaz verjamem. Jaz bi rada, da se pomolimo, da nam Gospod pomaga, da s to mislijo, da tako končamo tudi to uro. Bog nam je vsem pustil prižgano luč. Kakorkoli zagrešimo, karkoli naredimo, kakšno neumnost, k njemu se vedno lahko vrnemo.